spoštovani goste, dragi člani Društva barmanov Slovenije. Dobrodošli zopet v Loliti. Zakaj? Zato, ker vam bi radi povedali in strnili vtise z nedavnega svetovnega prvenstva barmanov, ki je potekalo v Tokiu med 16. in 21. oktobrom. Res, da smo malo del potovali do doma. Razlog je seveda, eden izmed razlogov je praznovanje in pa slavje naše šampionke, vendar je bila pot planirana že dosti pred tem tekmovanjem, tako da smo se te poti držali, si ogledali tudi del Japonske in pa seveda še kanček Azije in zato je malo del trajalo, da smo se vrnili. Kakorkoli, tu smo zopet z velikim uspehom. Namreč naša draga, kot vam je znano, je osvojila 3. mesto v pripravi kokteljev, v pripravi sladkih kokteljev, ker je seveda zopet potrditev za samo društvo, za našo lepo deželo in pa seveda za šampionko in pa lokal, iz katere da prihaja. Na kratko samo delegacija Društva barmanov se že od leta 67 redno udeležuje svetovnih kongresov in pa mednarodnih srečanj, ter seveda s tem tudi tekmovanj. Letos je bilo to že 65. svetovni barmanski kongres in pa 43. svetovno tekmovanje v pripravi kokteljev. Letos v takemi delegaciji, kot nas vidite, sam seveda kot predstavnik društva in pa član na kongresu ter član ocenjevalnih komisij na moji desni, Šelka Franci, ki je tudi naš član društva in pa seveda na moji levi šampionka in pa predstavnica v kategoriji, v tekmovanju kategoriji vsakih kokteljev. Trenutno je v zvezi IBA, v mednarodni zvezi 63 držav, seveda tudi Društva barmanov Slovenije kot edini predstavnik, ki iz vsake države lahko se ima društvo, ena asociacija, uradni predstavnik, ki zastopa deželo na kongresih in pa na tekmovanjih. Tekmovanje je sestavljeno tako, da se tekmuje v 6 kategorijah. V pripravi aperitivnih sladkih kokteljev, long drinkov, fancy drinkov, se pravi fantazijskih pijač in pa v pripravi kokteljev s konječnim sredinom in pa prosti program. V vsaki od teh kategorij nastopa 12 do 13 tekmovalcev, to je novo pravilo, ki je staro že 5 leto. V kategoriji prostega programa pa vsi tekmovalci nastopajo v eni skupini. Nam je bilo po žrebu dodeljeno letos tekmovanje v pripravi sladkih kokteljev, kjer nas je zastopila naša draga. Zdaj sama zgodba je večkrat daljša, no draga se na to tekmovanje pripravlja že veliko prej. Kajti, če želiš narediti in pa pripraviti dober koktelj, potrebuješ čas in pa seveda tudi nekdo, da to proba. Draga se je tega lotila zelo profesionalno, veliko odrekanja, tudi prostega časa, kajti navsezadnje smo društvo, ki je sestavljeno na prostovoljni bazi in pa vsak, ki želi, lahko naš član, seveda od njega zahtevamo tudi, da če že je član, je tudi aktiven. Veliko je bilo treba poskusiti, probati, da res dobiš tisto pravo kombinacijo, kaj ti povezano je s tem, da si vezan, oziroma da tekmovalec vezan na pijače, ki so sponzorji svetovnega prvenstva. Malo se je zapletlo, jaz osebno drage nisem želel prestrašiti s temu,
kajti vsaka dežela ima seveda, ker se tika alkohola določene zapore ali prohibicijo, ravno tako Japonska, ne pusti oziroma ne želi, da vse pijače prihajajo iz tujine k njim, tako da smo morali kar nekaj steklenic, ne planski, dodati v prtljago, sploh tiste, za katere smo vedeli, da jih morda dol res ljudi najdli, oziroma ne bi bile na razpolago, vendar se je zgodba dobro razpletla v to smer, da so pravzaprav vse steklenice bile tudi dol. Pa ne škoda, vse smo pa tisto pokoristili, pa predstavljali škoda tudi po drugih večerih. Dan pred tem je, dan večer pred tekmovanjem je žrebanje štartnih pozicij. Moram reči, da je Draga bila dosti srečno roko, potegnila številko 6. Ja? A tako je bilo, ja, zadnji, ja, ker žal gre, kliče se po abecedi dežel in Slovenija je bila v tej grupi pač na zadnjem mestu in je ostala srečna številka 6, ker v barmanskih krogih je druga baterija oziroma druga roka, kar je pravzaprav idealna številka za nastop. Na dan samega tekmovanja je bila dopoldan tudi prosta, večkrat so spremenili potek tekmovanja, tako da se je večkrat prej začel. Nas je obiskala tudi ambasadorka Republike Slovenije v Tokiju, gospa Simona Heskova, za kar šel je seveda nikle pride pa decembra na obiska, je rekla. Mi smo zelo veseli tega obiska, zaradi teh stvari prvič je to podpora, neko priznanje in pa drugo je, kar je neka naša varnost, res, da smo vsi zavarovani, pa vendarle, karkoli bi se zgodilo, je pot do doma ali do nekih informacij lažje. Žal je, ravno ko je Draga začela delati, spremljala je še pred sami pripravi. Pred pripravi je žal pa, ko je Draga nastopala, morala naša ambasadorka na drugo zgodbo oziroma na nek sestanek. Kakorkoli, Draga je perfektno delala, 4 minute 20 sekund, kar je pravzaprav bilo med 3 najhitrejšimi, kar ne doda neke dodatne vrednosti, da se gre za to, da narediš koktel brez napak oziroma to srkovno delo. In pa seveda potem gre koktel do ocenjevanja, kjer se ocenjuje izgled aroma in pa okus letega. Žal in pa pravzaprav je tudi tako je, da ocenjevalci naredo kdo meša na kozarcu, ima samo številko in od takrat dalje se tekmovalce vodi pod številko, ne pod imenom, ne pod premnikom, ne pod tem, iz kje prihaja, pa samo pod številko. In na to podelitev priznanj, najprej vseh Draga imela 12 konkurentov v svoji skupini in pa na to seveda imenovanje oziroma podelitev medalj in pa seveda prva je bila Slovenija in pa Draga Kepeš. Zato je prav, Draga, da ti jaz to podelim še enkrat, neuradno. Takole, seveda je bila Draga še bolj presenečena kot jaz sam. Namreč, glede na to, kako se je začela pripravljati in pa da Draga zna poslušati in pa sprejemati tako kritike kot pozitivne misli in pa seveda neke besede, ki naredijo prav, sem bil prepričan, da uspeh bo. Kako velik, nisem videl. Tako da ja, tudi Franci, tudi dva so bila zelo vesela, presenečena, skratka, bilo nam je vzdušno.
samih potisih pa bo povedala Draga. Najprej hvala vsem, ki ste se odzvali našemu povodilu. Jaz moram reči, da mi je danes lažje sedeti tukaj kot pred dobrih 3 tedni. Namreč jaz sem to nalogo vzela resno in zelo odgovorno in moram reči, da do samega tekmovanja je bilo tako, fajn vse delavnice gledati, se pravi moje sotekmovalce, kako tekmujejo, gledati, kaj ustvarjajo, super fajn, ne? Ampak šele, ko sem otekmovala, je šel ta breme iz mene dol, ne? Namreč jaz sem si res nekaj od zadnji dala, da pač je mene društvo barmanov oziroma vsi tisti, ki so potrdili moje državno prvenstvo za najboljši koktel, so mi dali eno veliko nalogo, ker sem pač že pred 20 pa tolikimi leti rekla, da če bi pa že kdaj šla, da bi mi uspel zmagati na državnem prvenstvu, bi šla tekmovati v sladki kratki pijači. To se mi je po 20 in toliko let res uresničil in sem to res vzela za zelo odgovorno nalogo. Sama beseda Slovenija kar velik pomen v naših krogih oziroma v sami Idi. Po svetu nas poznajo kot dobre barmane, tako da moram reči, da v društvu barmanov Slovenije zares imamo res dobre, ne glede na to, kako se uvrščamo med letom, imamo res zelo dobre barmane. Priprava na ta koktel, kot je Aleš povedal, trajala že prej, ne? 2 meseca, ko moraš recepturo prej vzdati, potem da vse to nekdo proba. Moram reči, da naš predsednik je bil v začetku kar malo skeptičen, ampak vsakič naslednjič, ko je prišel in je probal in sem mu razlagala zgodbo o Loliti, je rekel, ja, pa mi je res zmeri bolj všeč. To mi je dalo eno dobro popotnico. Moram pa reči, da se moram zahvaliti vsem tistem, ki ste to probali, vsem tistem, ki ste me podpirali. Samo vtis, bom pa tako povedala, jaz sicer veljam za zelo strogo šefico, prijatelji me poznajo, kot se me poznajo. Moram pa reči, da ko sem postopila dol z odra, so me pobile solze, ko me moram zdaj tudi, ampak to je krona mojega življenja. Jaz se upravičujem, ampak jaz zelo rada tekmujem, pa ne samo tekmujem, tudi delam, tako da res sem ponosna na to, kar sem naredila, pa tudi 3. mesto. Z veseljem bom nosila to in se hvala s tem mojim bronom. Tako da to so moji vtisi, ki bojo nepozabni do konca življenja. Ko se Silo pa karavera, vse skupaj bo priprinesel račun mešalniku, naliva pokojen kozarec za koktel in pa na vrhu naliva polskopeno tekočo smetano. Okrasila bo za koktel češnja in pa lepinico, pomanjšo lepinico in pa strokom vanilje. Na tekmovanju ima tekmovalec oziroma tekmovalka 15 minut časa za predpripravo raznih okraskov, dodatkov, skratkov, vsega, kar potrebuje za pripravo koktelja. Nato ima minuto prostega govora oziroma da napelje in pa javno pove zgodbo o Loliti. Vsak tekmovalec ima na izbiro 2 opcije, ali uradno pove v uradnem jeziku mednarodne organizacije, to je v angleščini, ali pa lahko pove tudi v svojem jeziku, ker smo enakopravni vsi člani v tej zvezi, in pa seveda dobi poleg prevajalca oziroma pomaga tudi predsednik vlada, se odločila, da bo seveda povedala to kar v angleščini, brez tega, da rabi podporo, kar je nekako tudi uspelo. Zgodba je lučna in pa seveda, ker se konec koncev ocenjuje tudi poleg tega koktel in pa tudi ime in pa zgodba, ki pa gre v drugi
sklop ocenjevanja je tudi tam bila zelo visoko uvrščena, vendar to ni samo ena nagrada. To je samo nagrada za najizvirnost koktelja, ki je povezan z imenom, okusom, sladka barvo, in vse, kar se gleda od koktelja. 7 minut ima za pripravo, no, mora paziti, da ne poliva, da ne prepla, da predstavi vse krivice publike s sodnikom, da se vtikete vrejno proti publiki, mora reči, da dvorane da nabite polno predstavi. In je Lika, Samo to ponoviti, tisti, ki ste gledali v živo, ste videli, da sem izgubila besedo o nemsko bi mi najbolj tako iztekala, ampak je bila prisotna klema. Tako da zdaj bom povedala o slovenščini in zgodba sama je že same naše Lolite. Naša Lolita je dobila ime po imeškemu romanu Vladimirja Nabokova, kjer je mlada deklica zapeljevala starejše moške oziroma s svojimi čari starejšega moškega. Lolitin koncept je bil, da bi pa mi zapeljevali z našimi čokoladami, sladicami, s posebnimi kavami in glede na to, da sem tukaj šef, da delam tukaj, sem pa rekla, zakaj pa jaz ne bi potem naredila nekaj, kar bi jaz zapeljevala z podobnimi stvarmi, samo v tekočem stanju. Odločila sem se, da bom uporabila pač vaniljo, čokolado, kokos, da se preplečajo okusi. S tem pa si nisem želela, da bi zapeljala samo en del publike, ampak vse tiste, ki si želijo nove izzive in nove okuse. In to je Lolita in naj vam predstavim. Moram reči, da koga sem že zadnjič povedala, da se ta smer res zdaj mečkan bolj kulture v pitju, se mi zdi, kakor je bila. Mogoče tudi zasluga to, da se mi res trudimo je v svojem lokalu, vsi naši barvani v svojih lokalih, da osveščamo ljudi, še kaj je prav in kaj ne, zato ker je bila poplava teh kokteljev kar naenkrat, vsi so vse znane, jaz se pa ne strinjam s tem, v bistvu kokteljno res je tisto, kar paše skupaj in na bistvu jaz mislim, da smo svoje dela in osveščamo ljudi, tako da se tudi kultura pitja mečko sredilo. To je očito pisno od okusa, kakšnega ima zdaj, a ne, pravijo, da okusih ne razpravljamo, ne. Zdaj vsak pa svoj okus, ni barman je tako reče, nimamo svoj okus, ker moja skrivnost, jaz če povem, kaj damo v koktelju, čisto pisno, kako je on potem naredi, ki so nijanse, centilitrov, sladkove, vsega. Tukaj pri nas ni nekega rivalstva, ampak res vsi pridemo svojim okusom, naredimo tisto, da bo strankam všeč oziroma da se poslušajo. Zdaj tako, ne, jaz sem stranko, če že želim, da mu podam na sve, se mečkam pogovarjam z njim. V bistvu že iz njegovega tista pogovora slišim, kaj on rad pije. In probam nekaj v tem narediti. Moram vam reči, da mislim, da ga ni bilo, kar bi rekel, wow, to je pa res dobro, ne. Če ne pije neke določene vrste, ne, se to naredi ena taka nova pijača, da je nova všečna, ne. Mi osnovno pijačo probamo narediti pa nekaj novega, nekaj drugačnega, da je to isto.